sem se zato, ker bi rad sam sebi dokazal, da to zmorem. V teh 2 mesecih smo počeli že marsikaj. Na začetku osnove vojačine, se pravi od pospravljanja postelj do vojaških postrojil, do pravila oblačenja, do vojaške hierarhije. Vsako jutro smo imeli športno vzgojo. Sčasoma smo pa dodali bolj te elemente vojačine, se pravi od vojaške opreme, spoznanja vojaške opreme, razni pohodi. Premikali smo se po bojišču, kopali smo zaklonilnike, učili smo se z avtomatsko puško, učili smo se z pištolo, imeli smo met ročne bombe, imeli smo vadbo z bajoneti, danes pa pač delamo premike po bojišču na mlak. Danes delamo malo taktike, smo imeli premagovanje naravnih ovir kot kondicijsko vadbo. Ko smo premagali naravno oviro plaz, smo se namaskirali in zdaj imamo pa taktiko, da se bomo še bolj izurali, tako da se kar veselim. Jaz bi rekla, da so inštruktorji zelo korektni, nobenega problema, veliko nas naučijo, če imamo kakšne težave, radi pomagajo. Kar se tiče spanja in hrane, je vojaško, tako kot mora biti. Kar se pa tiče nas kandidatk, nas je v naši generaciji smo 4. Vsi imajo do nas zelo korekten odnos, tudi fantje, mislim, da smo dosti enakovredni, ne dela se razlik, tudi inštruktorji nikoli ne delajo razlik med nami. Prihodnjim generacijam bi priporočala, da se pripravijo, mogoče so malo bolj psihično kot fizično, pa da so motivirani, to je glavno. Čas urjenja sem ugotovil, da me to nekako zanima in verjetno še premišljujem, da bi se zaposlil v Slovenski